Bitcoin v zadnjem mesecu beleži neverjetno rast, a vse bolj se govori tudi o negativnih plateh kriptovalut. Lahko se zgodi to, kar se je včeraj zgodilo podjetju NiceHash, ki je v enem dnevu izgubilo skoraj 60 milijonov evrov. Hekerji so bili, kot so v podjetju zapisali za javnost, pravi strokovnjaki. In teh je v svetu vedno več, največkrat pa se roki pravice izmuznejo. Zelo je odvisno od vrste incidenta, od celotnega konteksta, od tega, kako je napadalec dobro se pripravil, do tega, ali se zadeva konča potem na sodišču. Je pa res, da internet omogoča danes kriminalcem, da v bistvu lahko izvajajo napade oziroma kraje na drugem koncu sveta. In ta mednarodni policijski pregon je pa žal še vedno obremenjen z veliko nekih administrativnih, birokratskih ovir in s tem dejstvom, da gre za meddržavno sodelovanje, kjer se križajo različne jurisdikcije. Spomnimo se največje kraje kriptovalut doslej, leta 2014, ko je izginilo 850 tisoč bitcoinov v vrednosti 450 milijonov dolarjev. Danes bi se njihova vrednost gibala okoli 8,5 milijarde dolarjev. Zgodba se je končala z bankrotom, japonski regulatorji pa željam uporabnikov po poplačilih niso ustregli. Kraja pa ni edina nevarnost kriptovalut. Živimo v času kibernetskih napadov in kibernetskih prevar in tako, da vedno več bo tudi teh prevar z strani, da nam nekdo mogoče vkrade digitalno denarnico oziroma geslo za dostop do tega, da pri plačevanju pride do tega, da nas prevarijo, da ne kažemo denar z ene točke namesto v A.X in tako naprej. Tako da so prednosti in slabosti. Če primerjamo kriptosvet z dejanskim realnim svetom, zlorabe so povsod prisotne. Spravi, ljudje se bodo želeli znajti, bodo želeli priti do sredstev na hiter način. Tako kot so zlorabe prisotne z kreditnimi karticami, z raznimi e-maili, tako so na enak način želijo priti do sredstev z lažnimi stranmi o določenih valutah, z lažnimi ICO offerings, torej z lažnimi kriptovalutami, za katera želijo zbrati sredstva, čeprav sploh ne obstaja. Če je bil Bitcoin ob njegovem začetku vreden le nekaj dolarskih centov, v začetku tega leta 752 dolarjev, danes ponovno beleži nov rekord, saj je prvič doslej presegel vrednost 14 tisoč dolarjev, kar je okoli 13 tisoč evrov. Vrednost je takšna, kot jo določi dejansko trg. Če več vlagamo, več ljudi kupuje valuto, ta valuta raste. Posledično, zakaj več ljudi kupuje to valuto? Ker ta valuta rešuje konkreten problem oziroma težavo je produkt. Spravi, tako kot imate recimo podjetje, delniško podjetje ima produkte, tako je vaša kriptovaluta v ozadju bo realizirala določen produkt. In če ti verjameš v ta produkt, boš definitivno vložil. Preden se boš pa tega lotil, je pa definitivno treba preveriti ekipo, kaj rešuje, na kakšen način, kakšna je zgodovina. Spravi, enaka zgodba, kot če bi normalno vlagal v delniška podjetja oziroma kupoval delnice. Eden izmed najpogostejših načinov vdora v omrežno napravo je slabo geslo. Priporočljivo je, da uporabljamo besede, ki niso v slovarju, kombiniramo številkami in posebnimi znaki. Čeprav staro pravilo pravi, naj si gesla ne zapisujemo, pa je morda prav to bolje imeti komplicirano geslo, ki si ga težko zapomnimo in ga zapisano varno shranimo, kot imeti enostavno, uganljivo, nezapisano geslo. Po vdoru moramo razmisliti o primernih korakih za reševanje primera, kje in kako zbrati dokaze, komu prijaviti incident in koga vse obvestiti. Pri vsem tem pa se lahko za pomoč obrnete na nacionalni odzivni center CERT. Po prijavi incidenta mi sodelujemo z prijaviteljem in eventualno tudi s policijo, če je vključena v postopek, in nudimo izkušnje na področju preiskovanja incidentov, ker se vsakodnevno ukvarjamo z vdori v računalniške sisteme, z analizo škodljive programske kode, kot so virusi, in podobno, lahko ponudimo ta znanja in se tako hitreje pride do nekih rezultatov pri ugotavljanju, kako je prišlo do varnostnega incidenta in eventualno tudi ugotavljanju, kdo stoji za tem. Bitcoin, da ali ne, presodite sami.